Orodja niso nevtralna, imajo vtis. Najprej v žepu, mislih, srcu in duši. Nato na njivi, pokrajini, rekah in parkih. Izbrala sem knjigo Po vsej sili živ Nataše Kramberger. V roke sem jo prijela že zaradi posrečene naslovnice, ki se zelo lepo ujema z naslovom Po vsej sili živ in tudi že lepo napoveduje, zakaj bo šlo v tej knjižici spominov. Gre za doživeto in literarno zelo prepričljivo pripoved o 7 sezonah ekološkega kmetovanja. Pisateljica je epske zapise o nevarnostih nekih podnebnih sprememb in odmiku od trajnostnih praks kmetovanja lepo prepletala z bolj osebnimi zapisi prevzemnice kmetije. Všeč mi je bilo, ko piše o tem, da je v bistvu kot visoko izobraženi pisateljici, novinarki, je bilo že zelo zgodaj privzgojena neka ljubezen do narave, do življenja z naravo. Že kot otrok, 2-leten, 3-leten, je pri babici lahko nahranila pujska, pasla kokoši. Zanimivo je tudi, kako vzporeja kmetovanje in pisateljevanje. Piše o tem, kako v bistvu oboji vlagajo, tako pisatelji, kmeti, ogromno truda, ljubezni do tega svojega izbranega poklica, načina življenja. In potem se seveda lahko zgodi, da ves pridelek propade ali zaradi nekih nepredvidljivih temperaturnih nihanj ali ujm, takšne škode, ali pa pač te zavrne urednik oziroma bralci. Šlo je za odlično branje, obenem pa tisto nekaj več, nekako te prisili k razmisleku, kakšna je tvoja vloga v svetu, kakšen je tvoj odnos do narave in kako vzdržen je. Orodja niso nevtralna, imajo vtis. Najprej v žepu, mislih, srcu in duši. Nato na njivi, pokrajini, rekah in parkih. Nato na krožnikih. Nato na vremenu, kar znova pripelje do žepa, misli, srca in duše. Do njive, pokrajine, reke in parka. Do krožnika, do vremena in tako naprej v večni krog. Kar je vzrok, je nujno tudi posledica. Kar je posledica, bo postalo vzrok.